5. julija je minilo 113 let, odkar se je v Črnomlju rodil slovenski pesnik in pisatelj Miran Jarc. Njegovo rojstno hišo, v kateri je nazadnje delovala glasbena šola, so pred 4 leti razglasili za spomenik lokalnega pomena. Konec leta 2011 pa so se lotili njene temeljite obnove, vredne 1 100 000 evrov, ki jo je 85% sofinancirala Evropska unija. Po letu in pol je obnova končana in v hiši je dobila prostor mestna muzejska zbirka Črnomelj. Dejansko Črnomelj je dobil tisto, kar si zasluži, ima bogato zgodovino in nekako na enem mestu imamo to vse skupaj združeno in mislim, da lahko upravičeno povem, da je ulica Mirana Jarca Črnomaljska ulica kulture. Glede na to, da se je obnova te stavbe priključila že cerkvici Svetega Duha, potem župnišču s pastoralnim centrom, Primožičevi hiši, glasbena šola je obnovljena. V pritličju in 2 nadstropjih hiše postavljena stalna razstava, ki so jo poimenovali Črnomelj na prepihu tisočletij, na izviren in zanimiv način predstavlja dolgo in bogato zgodovino mesta. Se pravi, obiskovalec bo spoznal 3200 let okvirno črnomaljske preteklosti skozi panoje, vitrine, arheološke najdbe, fotografije, risbe, video in audio material. Člani delovne skupine so zbrali bogato gradivo, ki so ga hranili posamezniki in ustanove, ter postavili razstavo v 3 časovnih horizontih. To horizontalno časovno razdelitev pa smo, kot malo z nekim poetskim jezikom rečemo, vtkali niti in smo vzpostavili vsebinske niti, ki se vlečejo skozi te 3 horizonte. S tem hočemo ponazoriti na pojem dolgega trajanja, na pojave, ki so v nekem prostoru tisočletja, ne stoletja. In te niti so nit ženske, nit orožja, nit žita, nit vina, nit trgovine, nit obrti, nit torej predvsem ljudi. To so niti, ki so zaznamovale Črnomelj skozi minula stoletja. Vse te niti nekako tkejo to zgodbo. Tkejo na način, na katerega ljudje niso navajeni in skušamo približati zgodovino na nek način, ki je zelo zanimiv, ki intrigira, hkrati pa podaja zelo jasne odgovore. Sicer pa bodo stalno razstavo in z njo mestno muzejsko zbirko sčasoma dopolnjevali, pravi Weiss. Zbirka mora biti živa, muzej mora biti živ, drugače nima nekega svojega poslanstva, ne izpolnjuje na način, bi lahko rekli, kot ga more. To pomeni, da se mora zbirka dopolnjevati. V sledečih desetletjih bomo dobili nova dognanja, nove interpretacije naše zgodovine, polpretekle, davne, pradavne. Vse to je potrebno v zbirko integrirati korak po korak z vsemi predispozicijami, ki sem jih že omenil. Seveda so pa tudi tukaj, upam, da lahko računamo na sodelovanje Črnomaljcev. Ugotovili smo tokom nastajanja te zbirke, da črnomaljski ljudje hranijo ogromno materijala, ogromno eksponatov, ki govorijo o bogati preteklosti Črnomlja. Tu niso samo italijanske čelade, bajoneti, denar star, tu so tudi povsem, bom rekel, oziroma zelo zgovorni eksponati, ki jih hranijo društva, potem noše in tako naprej. Vse to bo potrebno dodajati in razvijati. Poudariti pa moram, da imamo na prvem nadstropju tudi vitrino za občasne razstave. Svoje mesto pa je v mestni muzejski zbirki dobil tudi pesnik in pisatelj Miran Jarc. Miran Jarec seveda mora biti v tej hiši in z njim se dejansko cela zbirka prične. Vers, ki ga je izbral arhitekt, glavni postavitelj te razstave, Saša Ostan, zelo lepo zajame ta duh, ki ga hoče posredovati zbirka in seveda brez Jarca ne moremo. In njegov duh, čeprav reč za kratek čas je živel tukaj, je prisoten na nek način in seveda ga bomo negovali. Zanimiva pa je tudi sama notranjost Jarčeve rojstne hiše. Gre za meščansko hišo, bogato s poslikavami sten in stropov, ki so jih z obsežnimi restavratorskimi deli obnovili.
Ogled mestne muzejske zbirke in stalne razstave Črnomelj na prepihu tisočletij, ki je dostopen vsem, tudi invalidom, saj so v stavbi vgradili dvigalo, pa je zaenkrat možen le ob predhodni najavi na območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj.